Čau moja lepotica, dobrodošli v novem videu, v katerem bova skupaj pokomentirale največje modne fejle vseh časov, ki so se pojavili na modnih brveh ali pa so jih nasploh dali v prodajo. Zdaj, ker tazga videa še nikoli nisem snemala, predlagam, da kar začneva in ti pokažem v bistvu, kaj bova pravzaprav počele. Jaz sem se ful zabavala že, ko sem brskala tele ideje in upam, da bo tak video zanimiv tudi tebi, tako da, ko bo konc tega videa, nujno zapis spodaj v komentar, kako se ti je zdel. In evo, kar začniva. Tukaj sem najela ene superge, ki so v bistvu na pogled izgledajo zelo stare, jaz jih pač ne bi imela, ker izgledajo totalno strgane, kot da bi jih en pes pregrizel, prežvečil, zelo veliko pač superge tudi manjka in ja. Kaj pa je zdaj tle najbolj zanimivo, ne? Da, ko sem šla pogledat ceno teh novih superg, me je dobesedno vrgel narit, ker pazite to, te superge so narejene v Italiji in stanejo $1425. Ja, nov par teh superg stane več kot $1000. Preračunano v evre, bom dala tukaj, koliko je to točno evrov, ampak nisem, kdo bi to nosil? Jaz ti predlagam, če hočeš imeti take superge, da rajše vzameš neke svojih stare, jih strgaš in pač nosiš praktično zastonj, ker mislim, ne vem, zakaj bi kdo dal toliko za superge. Tukaj imava tako vrečo, ki jo je izdelalo podjetje Balenciaga in stane $2145. Spet ful, ampak znamka Balenciaga je pač uveljavljena, ima dražje stvari in tudi to ni pač presenetljivo, da taka torbica toliko stane. Ampak mogoče ti je ta torbica malo znana, ne? Te spominja in si mislila, pa kje sem jaz to torbico že videla. Zdaj, če si bila kdaj v Avstriji, če si kdaj obiskala nekako najbolj znano trgovino s pohištvom, IKEA, ja, tam imajo točno take vreče, ti jo ponudijo pri izhodu, da noter daš stvari. Zdaj ne vem čisto točno, ali je čisto brezplačna, ali stane tam okrog €1, ampak mislim, torbica za €1 ali pa na drugi strani neka dizajnerska za €2145. Mislim, možno greš v IKEA, s flomastrom gor napišeš IKEA in imaš točno tako vrečo. Znamka Balenciaga pa nima edine take mal bizarne stvari. Poglej tukaj, če greva naprej, spodaj dol so izdali v bistvu kot nek tak copat, ali kaj je to, nek škoren, nek sandal, ki je v taki rdeči barvi in stane, samo da jaz najdem točno ceno, $425. Bom tudi dala tle spodaj, koliko je to evrov, mislim, da so funti malo več pride na koncu, bom zračunala. Ampak spet te mogoče na kaj spominja, ne? In a imaš rada McDonald's? A imaš rada njihov krompirček? A te spominjajo teli sandali? Ja, sandali, superge, karkoli že je, na tista kartonast ovitek, kjer dajo noter pomfri. Ja, mene čist, mislim, ne vem, kdo bi hotel to nositi, ampak po mojem mnenju je boljš, da greš po škatlico pomfrija, daš na svoje pač noge in imaš take copate, če si jih želiš, pač meni niso všeč, ampak definitivno dobra alternativa, če želiš prihraniti €400. Gremo naprej. Naslednji bizaren izdelek, ki sem ga izbrskala, ga je izdelala Prada. Zdaj, moški ponovadi ne nosijo najbolj radi kakšnih torbic, kakšnih denarnic, imajo več ali manj vse po žepih. Obstaja pa za denar različne sponke, ki daš potem samo tako na koncu denarja in zelo lepo spne. In Prada je prišla ven za eno tako inovativno rešitvijo in ponudila v bistvu silver money clip, ki je na las podoben sponki. In drage moje, ta sponka tukaj na njihovi spletni strani, gledam, stane $170. Mislim, kdo bi dal za eno sponko, samo zato, ker piše Prada gor, $170. Me prav zanima, koliko je na koncu moških to dejansko kupil. Naslednja modna revija je bila definitivno ena izmed zelo zanimivih. Zdaj recimo, jaz sem zelo velika ljubiteljica morja in vse, kar je povezano zraven, torej kopalke, brisače in tudi blazine, a ne? In ne vem točno, kjerega leta bomo zbrskali, lani 2018 februarja je bila modna revija, kjer so si v bistvu za obleko dobesedno
zmislili obleko iz bazena, če je to kakšna logika. Ni logike, najbolj da ti pokažem slikco, torej dobesedno so dali okrog tele ženske modela celoten bazen in to se dejansko prodali, torej to je bilo dejansko možno kupiti, ampak pol, ne, če so taj pa moja najhujša, no. Zdaj, če grem tukaj malo dol, vidim v bistvu, da so modelu naredili tudi tako krilo iz modne blazine, pa potem, mislim, oh my god, kaj je to? Potem dva modela sta dobesedno se sprehajala, mislim, da skoraj čist gola, kot da bi bila v bistvu oblečena v tisto marelo, da ti pač ne sveti sonce, mislim. Kaj si v modi vse zmislil? Jaz vem, da v modi pač ni pravil in da nekaterim, to, kar jaz zdaj gledam in se mi zdi smešen, se zdi pač noro, atraktivno, inovativno in so dejansko pripravljeni denar za to, ampak blazina nam je skrila, mislim, jaz ne bi nosila. Veliko žensk ima problem, kaj zjutraj ali pa zvečer nima veze obleči, katero majčko dati in seveda katere hlače kombinirati zraven. Zdaj, ko se odločimo, a bomo imele krilo, a bomo imele hlače, si beremo recimo hlače, pa se bojo spet nov problem, a zbrati oprijete, a zbrati na zvonc in domislili so si zelo, recimo, super rešitev za to, za vse tiste, ki ne vejo, kaj obleči. Ponudili so eno hlačnico v bistvu tako široko in drugo hlačnico oprijeto. Mislim, tale model tukaj, ki to nos na tej sliki, ime je Ksenija in ne boste verjeli, koliko stanejo te hlače, $375 oziroma 290 funtov. Mislim, jaz ne vem, a se samo to meni pač ne zdi modno, a samo jaz tega ne bi nosila, ampak da bi šla dejansko zjutraj v službo z eno ozko in z drugo široko hlačnico, mislim, ne, pa 290 funtov. V otroštvu, pri telovadbi ali pa v osnovni srednji šoli se prej ali slej sreča s hula hop obročem. To je tisti okrog obroč, ki si pa čist car, če ti rata čim dlje vrteti. Ne vem, kakšen je svetovni rekord, ampak več krogov, ki narediš, bolj cool se počutiš. No in Chanel, ki je tako pač zelo znana, draga znamka, si je domislila in torej v splet na modno revijo poslala tale model s torbico, ki je oblika hula hop obroča. In dejansko, kaj je najbolj bizarno, da ga ne moreš uporabljati za hula hop obroč. Torej, ta torbica je dejansko pritrjena in to torbico se dejansko kupili, dejansko že v prodajo in ljudje so se našli, ker so to torbico kupili in jaz ne vem, a jo imeli samo doma pa za ukras, kot nek statusni simbol, ali so šli z njo dejansko ven. Pač praktična je, jaz mislim, da tukaj lahko spraviš res ogromno stvari, od računalnika do knjig, do vse za šolo, ampak mislim, jaz ne vem, a sem jaz čudna, dajte mi zapisati spodaj, ali ve to torbico nosile. Da vam povem še ceno, pač Chanel itak karkoli da vam, če so to nogavice, bo pač drago. No, tale hula hop torbica, ki dejansko ni hula hop, da bi jo lahko uporabljal za delovadbo, stane 1495 funtov. Vse odkar se je Kim Kardashian pojavila v škornjih, ki so bili v bistvu narejeni iz plastike in se je čez videla cela noga, so plastične zadeve tako velik hit. Številčno so se delali sandali, jakne, no pred kratkim pa sem na internetu zasledila, po mojem mnenju, najbolj bizaren kos in to so plastične hlače. Ne razumem, zakaj bi to kdorkoli nosil, mogoče pride v poštev, če je slabo vreme, sem potem zbrskala tudi ceno teh hlač, mislim $100 stanejo, ampak ne štekam, zakaj bi bil to čez, potem pa spodi še hotke, pa to po moje tok zašvicaš in tok začne smrdeti. Ostajamo pri hlačah, še ene take zelo bizarne sem našla, zdaj pri kavbojkah smo res videli vse, da so strgane na kolenih, da so strgane na stegnih, da so strgane tok, da praktično skoraj nič nimamo od kavbojk, potem razne vzorčke po kavbojkah, no nekomu pa se je zdelo očitno zabaven, da na kolena, pazi to, pršut. Ja, pršut za vzorček namesto čipke. Foj. In potem sem spodaj pod to slikco našla še ene bizarne hlače, to so dvojne hlače. Si predstavljaš, da bi nosila kavbojke, ki se začnejo tukaj pri popku, potem pa tukaj, kjer ponavadi so v večini narejene hlače, torej tukaj pri pasu, pa se začnejo potem še ene hlače, še en gumb, ki je pa potem dodol, kakor so običajne hlače. Mislim, da tele kavbojke definitivno
naredijo enega klovna, tudi skrajšajo ti postavo. Pa pazi to, imam še ene še hujše, te pa stanejo, sem celo našla ceno, $425 in tole zgleda, kot da bi nekdo padel, sorry, ampak v blato. Firma PRPS in to se dejansko prodali, točno ta vzorc, umazan vzorc za $425. A si predstavljaš, da priješ v šolo taka? Jaz mislim, da bi te učiteljica zelo hitro poslala domov. Našla sem še 2 bizarna trenda, itak ne moram. Ni Crocsov, zdaj pri Crocsih je tako, ali jih sovražaš ali pa jih imaš rad. Jaz jih nisem nikoli kupila, sem jih probala pri sestri in moram reči, da je zelo udoben čevelj, nimam nič za pripomeniti, ampak meni ta stil obutve ni in mi ne bo nikoli všeč, tudi če je pač ful udoben. Si raje kupim kakšne druge. Ampak v redu, smo preživeli, ljudje Crocse nosijo, nimam nič proti, samo da pač se počutijo kar se da udobno. Zdaj, česa pa ne morem jaz oprostiti, da se je nekomu zdela dobra ideja, da naredi Crocse s peto. In svet je preplavljen bil s fotkami Crocsi s peto. Pa tudi to smo dali čez. No zdaj pa je prišel še en trend, mislim, tega pa jim res ne morem oprostiti, da so naredili platformirane Crocse. To pomeni, da ima Crocs tak podplat. Zdaj, par let nazaj so bili taki supergi zelo popularni, rekli se jim je Buffalo, to so nosili predvsem flasherji oziroma raverji, ljudje, ki so poslušali tehno glasbo in si bil res nekak cool, si bil res nekak in, če si imel kar se da visok podplat. Ampak tole, ki ne bi bil nek, se pravi, udoben ortopedski čevelj, ne morem jim tega, in potem je Prada to malo prekopirala in naredila svojo verzijo tega platformiranega Crocsa. In ne, ni bila Prada, spet Balenciaga in ga ponudila na svet, na tržišče, pazi to, za $850. Pač ne morem verjeti. Pa imamo pa evo za konc še en tak polover, ki sploh ne razumem, zakaj se mu reče polover, ker je v bistvu cel strgan, dejansko je samo do tlele in ima tukaj spodaj samo rokave. Ta polover sem prvič videla pri Carly Bible, znani youtuberki, in že tam mi ni potegnil, pa sem pa videla, da so ga začeli kar množično nositi in res ne razumem funkcije poloverja, zakaj bi nekaj tazga imel, zakaj bi sploh kupil polover, če je praktično ne zgleda dober, niti toplo v njemu in še cena je pač ni primerna glede na to, koliko blaga dobiš. Ampak moda je stvar vsakega posameznika, ne obsojam, ampak meni so bili teli modni trendi res bizarni. Daj mi zapis spodaj v komentar, kater trend, kater kos se je tebi zdel najbolj bizaren, ali pa ti ni bil in nekaj tazga imaš doma, ali pa bi z veseljem nosila. Tako da evo, to je to za današnji video. Če ti je bil tale video všeč, lahko naredim še drugi del, ker je še kar nekaj takih bizarnih stvari, ampak da bo tale video kakor toliko kratek, sem skrčila vse v enega. Naj še nekaj napovem, v soboto prihaja nov video, katerega noče zamuditi, tako da se gledamo spet v soboto. Jaz se ful veselim in ja, objavila bom okrog 17, tako da se naroč na kanal, ker tega videa noče zamuditi. Rada vas imam in se gledamo v soboto, poljubčki in čau čau!